poslušalke. Na Gospodarski zbornici Slovenije je v ponedeljek 12.9. potekal seminar Kako poslovati v Italiji. Svoje dolgoletne izkušnje, nasvete in priporočila je predstavil gospod Roberto Vidoni, ki se že preko 20 let ukvarja s trženjem in marketingom na italijanskem trgu in je trenutno generalni direktor podjetja Cogeco, ki se ukvarja s prodajo surove kave, kave in kavnih avtomatov. Gospod Vidoni je uvodoma izpostavil pomen italijanskega trga za slovenska podjetja. Prednosti trga, kot so bližina, dobre povezave, veliko število potencialnih strank, tako podjetij kot tudi končnih potrošnikov, ter slabosti, kot so nasičenost trga, ostra konkurenca italijanskih in drugih tujih proizvodov, kompleksna logistika, potrebna sta najmanj 2 distribucijska centra, na primer, ter termini plačil, ki so običajno preko 90 dni, ter tudi razliko v kulturi in načinu poslovanja s poudarkom na dobrih osebnih odnosih. Pred vstopom na italijanski trg je pomembna priprava, ki med drugim vključuje tržno analizo, poznavanje poslovnih navad, zahtevno zakonodaje in dobro promocijsko gradivo v italijanskem jeziku. Podjetje se mora tudi odločiti, kako bo vstopilo na trg, z lastnimi prodajnimi enotami, preko grosista ali preko agenta. Z načinom vstopa je povezan osnovni vložek, organizacija logistike, nadzor nad trgom, cenami, konkurenco in ne na koncu stroški. Predstavil je tudi razliko med ekskluzivnim zastopnikom in splošnim zastopnikom, ki zastopa več sorodnih podjetij. Izjemno zanimiva je bila obrazložitev pogodbe z zastopnikom in ključne vsebine v pogodbi, na katere mora biti naročnik še posebej pozoren, kot so na primer možnost nadzora, opredelitev prometa, zaslužek agenta, poročanje, opredelitev področja, regije prodaje, odgovornost in podobno. Podrobno je predstavil tudi izračun cen, zneskov provizij in prispevkov ter obveznosti naročnika. Upoštevaje dejstvo, da je možnost vstopa na italijanski trg pretežno omejena na poslovanje z agenti, je prihajajoče srečanje z italijanskimi agenti 23. septembra v Padovi primerna priložnost za slovenska podjetja kot možnost vstopa ali širitev poslovanja v Italiji. Danes je vršil seminar Kako trgovati, poslovati z Italijo. Smo obravnavali zelo pomembne točke kot delavnica, v prisotni približno 30 podjetij, s katerim so se dotaknili vseh važnih elementov možnosti poslovanja z Italijo. De facto smo se vsi strinjali, da za Slovenijo je italijanski trg pomemben, zaradi bližine, zaradi povezav. Seveda ima svoje lastnosti, kot je treba poznati italijanski jezik, poznati italijanske kulturo pri poslovanju. Še posebno smo se dotaknili poslovanja z trgovskimi zastopniki, ki so zelo pomembni za pronicanje na italijansko tržišče. Moram povedati, da so podjetja zelo interesirana in smatram, da takih seminarjev, kot tudi srečanje, ki se bo vršilo 23. septembra na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije z italijanskimi agenti v Padovi, bo sigurno pripomoglo še dodatnemu razvoju poslovanja slovenskih podjetij na italijanskem tržišču. Gospodarsko združenje je organizacija slovenskih podjetnikov v Italiji. Mi smo z dejavnostjo začeli leta 1946, to se pravi, da letos nekako obeležimo 65 let neprekinjenega delovanja, kar je za slovenske podjetnike, ki se podajajo na italijanski trg, posebej zanimivo je dejstvo, da smo izjemno močno razvili sistem storitev. V okviru našega združenja imamo storitveno podjetje Servis, ki je največje tovrstno podjetje v Trstu s preko 40 uslužbenci, ki so specializirani na raznih področjih delovanja. Vsi so dvojezični, tako da mi ob tem, da sledimo preko 1200 podjetjem, v katerih je polovica čisto italijanskih v Trstu, dejstvo, da so pri nas tudi italijanska podjetja priča o kvaliteti našega dela. V zadnjih letih pa imamo ogromno slovenskih podjetij, ki se podajajo na italijansko tržišče. Jaz mislim, da je za slovenskega podjetnika izjemno pomembno, da ima opravka z nekom, ki mu lahko nudi vse informacije in vse storitve z enim tehničnim znanjem, zelo dobrim
kraja, v katerem dela, istočasno pa lahko komunicira v njegovem jeziku. To je seveda naša največja konkurenčna prednost. Tako da seveda vabim vse slovenske podjetnike, da se pač poslužijo te možnosti, tudi glede na to, da kot gospodarsko združenje v zadnjih letih igra tudi vlogo kluba v tujini v okviru dejavnosti Aptija in v bistvu pri nas dobite vse od osnovnega računovodstva do vse problematike, ki je povezana z uslužbenci, do okoljevarstvene problematike, do pridobivanja raznoraznih prispevkov, varstva pri delu. To vse porihtamo za naša podjetja in ob tem seveda še druge zadeve, od prevodov do vsega tega, kar spada zraven.